The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Pozdravljeni sončki, največje zvezde. Se zabavam. Dobrodošli nazaj. Danes bo govorila predvsem ene par dirk se je dogajalo, potem pol bo govorila, ko je bilo v HPC-ju, mi smo imeli gospoda iz Italije tukaj v soboto na izletu, ki je bilo v bistvu čist drugače, kot smo pričakovali pol na koncu. Tako da to je to, akcije že itak veste, da potekajo, tako da pejte na Proof Cycling, mislim, da zdajle, če kjere stvari ni v akciji, pa bi si želeli, mi pište, bomo še to dali, ampak mislim, da je praktično že čisto vse zdajle v akciji. Fotokromatska stekla so samo še ena, tako da tiska bo naslednja naročil, bo še dubu, pol jih ni več in so out. Jih ne bo, ja, ker je očal zdajle, mislim, da jih imamo še enih 80 kosov in ko se to proda, pol pa končno bomo štartali na novo očala, lahko pridejo že sred sezone, lahko bojo naslednjo sezono, ne vem, ampak ja. Prej, ko se jo ta prodala, prej bojo nova. A zdaj bo novo robo? Hlače? Ja. Ne, hlače grem danes iskat, danes pa jutri pridejo. Upam, da danes. Če bojo danes prišle, jutri vsem pošljem hlače, ki ste jih naročili, vas snimal, tako da ja, evo, jutri grejo na pošto, če grem pa jutri iskat, pa v sredo, sam to, da veste. Casual Textil se pa začuda toga, vsak teden je kar nekaj novih naročil, nič, tako da sem jaz ful hvaležen, da delate reklamo, se ne da je nek drag, a ne je, vsaj meni se zdi ful v redu kvaliteta za to ceno. Danes jutri je bil spet en gospod tukaj, ki je čistko na random prišel po čelado, pa je pa vzel še, mislim, da 2 puloverja. Tako da ja, evo. Če sem imel to zapovedati. Zdaj pa ti, Petra, povej, kako ste se imeli? Ja, super. Mi smo se imeli vrhunsko. Evo, danes sem se lepo naspala, ker naspat pa glih ni bilo cajta, razen če si šel zelo zgodaj v posla, sam je tudi bilo že težko. A je bilo kaj hmeljevih napitkov pozno popoldan? Ne, smo bili kar pridni, moram reči, so res priprave na nivoju, tako da... Kolesarstvo se je res spremenilo v zadnjih 5 letih. Ja, odvisno od družbe. Ne, pač ja, smo bili pridni, kar se tega tiče, no, tako da mogoče je kdo spil kje, tudi kakšen 0-0 se je spil, to smo videli, mislim, meni tudi zdaj izgleda, odkar sem se toliko na te treninge vrgla, pa to mi enostavno niti ne paše, niti vem, kaj bo naslednji dan in pol že glava svoje naredi, da niti to ni to. Raj se fajn naješ za večerjo, pa pol malo itak moraš še malo kakšen sprehod narediti, da tisto večerjo prebavaš, ki je dosti pozan in se napiti raznih drugih tekočin, ker naslednji dan pol se spet... To so bili treningi, ki je bilo tudi dejansko ni bilo prostora, da bi se lahko kaj dosti filali bidonja, ne? Tako da si v bistvu mogel z 2 bidonama preživeti, tako ali pa drugače. 150 kilometrov. Ne, tisto, ko smo to dolgo pelali, takrat smo nafilali bidone, ampak treningi so bili pa po 4 ure, a ne? In 4 ure trening pa z 2 bidonoma si mogel pač sfurati, pač tako je. Klinca, nimaš, zdaj tam še kar voda tekla za vogalom, ne. Okay. Tako da tukaj si mogel pač znati, pač je treba prej se dosti hidrirati, pa pol mogoče pa se da tudi tako zdelati, ne, pač te stvari. Pač zdaj tudi ni bilo vroče, da bi ful potreboval neke tok spet lihto se, tako da si lahko imel pol bidona za 1 uro, pa kakšne gele z elektroliti, pa si to kompenziral, ne, tako da. Okay. Meni je bilo super. Ta organizacija, taka, ki smo jo navajeni, bilo je res ogromno ljudi. Mislim, da je bilo krepko čez 40 kolesarjev, že kar mislim proti 50. In je potem smo bili v skupine razdeljeni, malo glede na jakost, malo glede na mogoče neke znanjosti, izkušnje, ki jih imamo, kakorkoli. In so bile kar vseeno velike skupine, no, za moje pojme, za izvajati trening, za nek izlet se pelati ali pa za narediti 100 plus kilometrov easy vožnjo, ne, ampak za trening delati pa mogoče bi bilo bolj, če bila manjša skupina, ne, se mislim, da pač tudi prav je, da se pove, da se tudi kakšna kritika da, ne, ker verjetno bojo tudi na HPC-ju z veseljem sprejeli, da se jim pač da kakšen nasvet. In pa ena od stvari, ki smo se tudi pač nekje
pogovarjali, je bila, da se recimo prvi dan večer, ko je tam se zberemo, da se naredi eno predavanje o skupinski vožnji, ker je ogromno bilo ljudi, ki se nikoli v življenju niso pelali v skupini, pa se vozijo dobro drugačne. Na kolesu so dobri, ampak v skupini pa katastrofa. To bi bila ena stvar, to je lahko v 15 minutah se zelo hitro pove, da se to pas. Pa mogoče, da je eno že tako neko osnovno hiter briefing, kaj jest sploh na takih pripravah, ker moram reči, da 3 dnevi so bili zelo intenzivno zastavljeni, tudi za mene, ker sem navajena, in to je bilo res 3 dnevi po 4 ure na kolesu, 5 in plus, in res delati intenziven trening je kar velik. In če si prehransko nisi dosti podkrepljen, to vsi vemo, da to je potem pada forma, in to se je točno videl. Jaz sem tudi malo opazvala ljudi v jedilnici, verjetno so jih tudi trenerji. Mogoče ni bilo nič narobe, če bi komu tudi rekli, da ne malo več poje, ker jaz sem sploh ženski del opazvala, tako, 1-2 lahko rečem, da sva res jedle, vse ostale so pa za mene papcale, pač, kar se tiče tega, pa nobena po kilaži glih ni bila, da bi rekla, da je imela toliko manj kaj jaz, da bo zaradi tega toliko manj pojedla. Ne? Tako da je bilo definitivno. Zdaj edino, če so vmes čez dan, še ne vem, kje jedle, sam to skoraj dvomam, ker niti ni bilo nekih pogojev. Tudi, ko smo prišli z kolesa, si se lahko stoširil, nekaj pregriznil, pa počakal tiste 2 ure, pa je bila večerja, ne? Ali pa zajtrk, da ne govorimo o zajtrku, ko se res treba napokati. Tako da mogoče tudi za HPC ena taka, da se ta predavanje o prehrani naredi na začetku, oziroma ne predavanje, mogoče res na hiter osnove, da se je hidrate, da se veliko je količinsko, ne malo, da moraš biti napokan, da moraš biti res sit, da se to pove na začetku, in potem ne, v bistvu predavanje je bil šele, mislim, da zadnji večer, tako da je bilo že malo pozen za tiste, ki so bili že v deficitu zdavni. To so eni taki kriteriji, drugače pa moram reči, treningi dobro zasnovani, družba fantastična, fantje so itak pripravljeni na vse odgovarjati, ogromno enega znanja lahko vsak pridobi, tudi tisti, ki ga že nekaj imamo, pridemo z vprašanji, ki mogoče so že, bi rekel, človek en nivo višji, ampak še vedno so tudi zanimiva za vse. Predavanja so bila o prehrani, se pravi pa o sami vajah za moč, to je tudi zelo zanimiva stvar, tudi za unga, ki mogoče sploh na kolesu se ne voz, pa potem o prehrani, no, sama kako. Bil mi še en predavanje o VO2 Maxu, pač ta predavanje mogoče še najmanj z mojega vidika za nekoga, ki glih, mogoče za unga, ki misli, da je VO2 Max vse na tem svetu, da je bilo to zelo dobro predavanje, no, ampak jaz upam, da smo se že rekreativci vsi izprijazili s tem, da ni VO2 Max tisto vse in da ga mi težko višamo, ko pridemo na eno številko, da se ga zelo težko potem sploh pri odrasli dobi, da bi ga zdaj mi ne vem kam zvišali, ta VO2 Maxa, ne. Razen tisti, ki imajo preveliko kilažo. Tako da je bilo tudi to zanimiv del predavanja, no? Ampak meni mogoče še najmanj tako z vidika rekreativca, bolj za enega že. Ali pa kaj pa vem. Mislim, prav so bilo predavanja malo drugačna, kakor so bila lani. Ja, v bistvu tudi vaje za tudi ta del, kjer je bil za moč, je se malo praktično tudi pokazali vaje, kakšne naj bi bile izgledale. Tudi za prehrano sta bila narejeni 2 predavanji, kjer je bilo kot osnovno predavanje, pa potem kot ena delavnica, kjer se je lahko Blaža Grmeka, ki je po moje pri nas zdaj v Sloveniji za kolesarje oziroma sploh športnike, določene športe, po moje kar number one, kar se tiče prehrane, ker je šola Tima Podlogarja. Tima Podlogarja glih ne moramo vsak dan vprašati o teh stvareh, lahko pa Blaža Grmeka, in je odgovarjal na vsa vprašanja, ki smo jih postavili, od najbolj takih mogoče osnovnih do malo bolj kompliciranih, so bili tudi sami tam ljudje, ki so bili deleženci, tako kot jaz, ker so bili kar z velikim znanjem, od tudi zdravniki in podoben. Tako da res ful zanimiv, no. Res meni je bilo tudi sama družščina je zelo pisana, ljudje, ki delajo vse živo in že tudi iz tega vidika lahko tudi ogromen pol že med sabo, ko se pogovarjamo, smo ogromen eno drugega lahko tudi tako črpali. Tako da meni je bilo res, meni so te priprave všeč, niso to tiste priprave, ki jih dovidi, ko se gre za en teden v nek kemp, pa se res lahko veliko dela. To so kratke priprave, ampak v teh kratkem času se po moje lahko ful naučiš. In tudi za tiste,
ki so bili že večkrat, verjetno je vedno lahko zanimivo. Tako da. Tudi, dobro, zdaj, mogoče za enega tazga tipa, ki si ti bi bilo še najmanj to primeren. Ker ti niti ne maraš imeti teh vodenih tok stvari, biti voden in imeti vodene vse treninge, ker je pa dejansko čista, da se pokoriš, kdo se tukaj ni pripravljen v bistvu ujeti na neki, da si voden in učen, tako da bi bil v šoli z učiteljico, pa je to čisto. Pol si že problematičen top, lahko, ne? Za vikend je top. Bolje pol, a to ukomponiraš v rutino dalje, ne? Ali ne? Ja, sej, jaz mislim, da tisti, ki tja pridejo na te priprave, že pridejo z namenom, da bi radi, vsaj v moji osnovi bi to mogli biti za une, ki še ne trenirajo, nič ne delajo, da vidijo, kako to zgleda, pa če je to sploh za njih in potem točno na podlagi tega se lahko odločaš, a je to zate ali ni. Pa tudi že za vse une, ki že treniramo, da smo tam nekje v stiku, sploh če smo pri HPC-ju, da smo malo tudi v stiku osebnem z trenerji in takrat vidiš tudi, kako zgleda trening, če trener ti reče, tole ne delaš dobro, da je malo pojači, da je malo spust, a se v redu počutiš, gleda malo srčni utrip, pač jaz sem bila zelo všetom v skupini, tudi ne more poznati parametrov vsakega posameznika, kaj je, ne, ampak lahko pa malo po srčnem utripu korigiraš. Tako da, ja, meni je bilo res, trenerji so vrhunski, vsi tam fantje, tako da to se vidi. Hrana dobra, sobe dobre. Sobe so vrhunske, letos sva imela s pogledom na morje, tako direktna, res sva gledala ven, res soba, top, vrhunska. Upam, da niste unih posnetkov tudi dala zdaj za zmontirati. Ne, tiste posnetke sem na drugi kameri. Ne, res je bilo ful dobre sobe, čistoča, zrihtane, spedenane, to je tako vrhunsko. Prehrana je pa tako, no, bi lahko klele tale Valamar, Sanifor, lahko malo več naredil, glede na to, da tudi športniki tja hodijo, vem, da so tudi teniški turnirji, gorski kolesarji, to smo že večkrat rekli in večkrat ponavljamo, da bi lahko malo bila bolj športna prehrana. Manjkuje, jaz sem pogrešala riž, navaden bel riž, mogoče riži biži večerja varianta, ampak da je res riž, da ni rižota, vse je bilo na rižota pod, tako da riža v bistvu sploh nisem jedla, zdaj le 4 dni, kar je meni, ko res imam riž, pol tudi nobenih za zajtrk teh mlečnih variant, da bi naredili, ne vem, gres, mlečen riž, mislim, da bi to šlo, požarali bi vse, če že drugega ne pa za nas 70, ki je bilo pač še te zraven plus, tako da nas je bilo dejansko 70 ljudi tam, ko smo zasedali kamp, hotel. Tako da ja, to malo tudi večerja je taka, no, si težko že izbereš, ker je ogromno ene maščobe. Jaz sem tudi danes pač prišla z kar eno kilco gor nazaj, glede na vse kolesarjanje pa na vse, kar se je dogajalo, jaz ponovadi pridem s kilco dol, ampak tukaj vedno pridem s kilco gor. Pa sem bila pridna s prehrano. In s pijačo. Pol, če bi šel jaz, ja bi prišel s 3 kilami gor. Ja, ker se za jesti je dobro, je okusno, to nimaš kaj reči, sam pač ni glih za... Ni pa klinja. Ja. Ok, je dobro. Tako da se pravi, jaz upam, jaz mislim, da drug let bojo imeli še večji naval, zdaj bodo omejili ali bodo mogli še kakšnega trenerja najdeti, ker je bilo res letos ogromno ljudi in... Pa sej, kaj je organiziran dober, pa trenerji so v redu, se mi zdi, da pol folk itak, se veš, dober glas seže v 9. vas, kako ne, in pol je logično, da je če dalje več ljudi. Sej, ali bojo pa pač ceno dvignali in mogoče si bo zaradi tega kdo premislil, ker zdaj še vedno je, vsak let je malo višji cena, pa se mi zdi še vedno, da je pocen glede na informacije pa družbo pač, ki jo ja, glede na kvaliteto vsega, ki dobiš, je to definitivno ugodna cena. In ja, ali se pa pač omeji število, ne? Se reče, ne vem, 50 je maksimum, kaj 50 je polno, ne? Sej tudi zdaj so imeli, mislim, da je bila neka omejitev, no? Čeprav, ja, pa se je to krvečal, ne? Pa so še vsakmu ugodili, jasno, vsak prosa bi lahko še jaz, zdaj težko je reči ne, a ne? Sploh, če je še nekdo, ki je že bil večkrat. Ne. Tako da ja. Okay. Tako da zdaj, jaz sem se natrenirala ful, naredila sem zelo kvalitetne treninge, bila sem pohvaljena od obeh trenerjev, zdaj tukaj je in od Lovšeta in od mojega trenerja, ki je pol pregledal vse številke, tako da ta teden na polno trening, komponirala sva že runde noter, a ne, ko bo pa še kaj o tem povedala. In nič na polno, 20. aprila imam pa test, pri njih kompleten, vse od A do Ž,
da postavimo številke za sezono. To bo noro. Ja, in grem, moram biti pridna, zdrava, da bom zdaj res 14 dni. Bogi challenge bo šel pod 1 uro. Ja. Moram si enkrat postaviti že en tak cilj, da je malo bolj zajek, ker jaz si mogoče res postavljam malo premajhne cilje. Ja. Treba gledati visoko. Ja, mislim, visoko pa realno, mogoče realen moraš tudi biti, ne, ampak jaz sem en tak, so mi že večkrat rekli, že tudi sedaj sploh odkar treniram, da si lahko postavim malo kakšen cilj, malo bolj oštro, tako da... Ok. Je nič, super. Grejo pol, imaš še kaj zapovedati o tem? Ne, v bistvu ne, razen, da jaz sem ves čas probala malo posnet zadeve, malo na GoPro-ju iz kolesa, tako da mislim, da je kar nekaj tudi lepih posnetkov. Malo smo klepetali, malo smo se pogovarjali, tako da smo tebe upravljali ves čas. Sme se tako kovcali cel vikend, to je noro. Ampak se je meni tudi vmes, vse nekaj ste čudenega. Če se ti je v soboto Ja, v soboto se mi je to, kar res se mi je kovcal. Pričem prav zjutraj prijem sem se nekaj, fuck, gled sem nekaj, mislim, kako se mi kovcal, se ne čudenega, zdaj klele, verjetno me upravljajo, pa še ti tamle. Ja. Tako da, ja, in upam, da boš sestavil do četrtka, da boš naredil en lep vlog, bo kar po moje luškan. Ja, sej to, zdaj imam materijala za 6 ur, zdaj pa moram spraviti v 15 minut. Ja, no pa nared 20, ne, sej bo. Ja, če bo dober, bo za Tako pogledati. da en mal daljši vlog vas čaka v četrtek, bo se prav tole iz HPC-ja, pa potem še to, kar smo mi v soboto klele. Nas je bilo, mislim, da glih 20. Pa vreme se je kar naredil, ja, vreme se je kar naredil, tako da sem bil kar začuden, da se je bilo samo 20. Ja, po moje so vsi vsem tudi se bali, ker to je bil kar vreten čez noč malo ta vreme, ker drugače bilo skozi do konca napovedan bolj zoperen. Mislim, klej je bil sonce, problem je bil sam, ker je bilo še zmer mrzel. Ja. Tako da tudi pol, ko smo se dol vozili, ne morem reči, da je prav bilo neki Ja, pa se če tako gledaš, nas je bilo že ene 5-6, nas je bilo 6 sigurno, če ne še več, je valjda več. Se nas je bilo več, iz runde 10 nas je bilo, ja. No, skratka, pa bi nas bilo 30, vidiš. Bilo je okej, ta gospod iz Italije na koncu v bistvu se je prišlepil glih klele do prvega mosta, pa je pa že začel slikati, tako da jaz mislim, da to, kar sem po storiji govoril, kako bo šel on z nami, da že v osnovi ni imel namena iti sploh z nami, ker je imel ta velik kruzak s kamerami noter in mi je že takoj tudi tukaj povedal, da bo šel z nami mogoče par kilometrov, pa šel pa nazaj, tako da jaz mislim, da je šel bolj A ti je sploh povedal, kaj to dela, za koga pa? Ptičke gledati v center. Ja, on je to za neko, ja, je povedal, sam sem jaz pozabil. A to delu za spletno zadevo ali za Cajtank? 2 ali 3 reportaže bo ta na eni televiziji v Italiji. In je v bistvu za tja naredil. Je to verjetno malo v kontekstu Pogačarja, ne, ker tam v Italiji, možno. Kako v Sloveniji. Ful je pohvalil lokal, je rekel, da je ful dobro narejen. Ja, sej smo ga delali po vzoru Italijanov. Tako da, načeloma, mi smo se vozili v redu, bili smo kar dosti narazen, kar se skupin tiče, pa smo se skoraj ujeli do Podklanca, pa so šli pa oni, so šli spet naprej, imeli smo še enega, ki je imel, kako naj temu rečem, mal je imel probleme s kolesom in so ga mogli pol prijetiskati na vrh Trebalevga, na srečo vsaj do tja lahko prišel. To je bilo pa to, no. Načeloma smo se pa saj mislim, da kar v redu vozili. Na trenutke mogoče je šlo malo tudi hiter, pa smo pol malo umirili. Ampak ja, ni bilo tako slabo, kot prejšnjo soboto. Misliš, zaradi tistega dela hitrega. Je pa res, da zdaj smo v bistvu tudi 2 skupine, ki sta bile, je, da tudi te, ki so bili spredi, da ni šlo v smrt, tako da so se dokaj v redu vozili, tako da vsi so prišli lepo nazaj in ja, to je to. No, vse to je važno. Zdaj upam, da bo zdaj res se začel lep vreme in da bo vedno bolj toplo, da že konc tega hladnega vremena, pa je bilo pa v četrtek, je bilo pa tudi noro, ne. Mi smo tam mučko gledali belo, zasneženo, veš kaj še ne bilo. Jaz mislim, da se sploh ne bomo vozili 3 dni. To je bilo res. Ej, da mi povej, a si ti kakšen nov produkt zasledila zdaj, da se kaj dogaja? Si videla tega, ta novega Bugattija? Ja, v bistvu je to je Factor One predela, ne. Ja, to sem videla.
Zdaj, klej mi je pač barva, meni tak ta kolo ni všeč, ampak zdaj boj tako je rekel, da se voziš Y, je tako tudi grd. Ja, ok, pač jaz sem se Y zdaj toliko navadila, da je meni že res kolo lep in ga tudi že skoraj praktično več ne porajtam, kdo pride, ne, tam smo bili zdaj 3 z Y. Sicer en je bil Avstric, en dobesedno obsedenc s Pogačarjem, ker je imel isto čelado kot on, to ta najnovejšo med, vse od Pogačarja in tudi pa sem videla na Instagramu, to je sam Pogačar, to je res, imel je tega črnega svetovni prvak kolo, tudi drugače tako pripravljen, šopa ga kar pri norcih, tako da jaz tudi več ne opazam, ne, če pa se kdo zdaj tega faktorja One ni imel nobeden tam, ampak če se kdo bi s takim pripelje, ga takoj opazim. No, ampak ta bogati pa še barva katastrofalna, ker najverjetneje je to edina barva, se to je bila osnova, ne? Ta modro-črno, ker je res tista modra, tista delovska modra barva, no. Meni pač ni všeč, ampak pa ne. Pač to se bo prodajalo, ker je pač bogati gor piše in verjeten jih bojo se vem, koliko bojo pa prodali takih koles, prav veliko neverjeten. Pa ja, pa še konceptanje, rečemo, to je bolj za nekoga, ki bi ga dal v zbirko. Bolj tako, ja. To so te... Mislim, da ni to glih kolo, ki bi si ga pa kjer tekmovalc zaželil, pa še ni UCI approved, tako da je tak, tudi če bi dirko z njemu pa dosegel nek rezultat, se te diskvalificirajo, tako da... Pač zagledati so to kolesa, drugače pa, ne vem, še kaj novega prihaja, kaj se kaj s Shimanom dogaja, je bentiš tole meni. Ja, Shimano je, jaz sem sam zasledil na Bike Radarju, da so v aplikaciji e-steps, ne? Da so zasledili 13-reden verižnik je bil nekaj časa noter, pa so pa zdaj so že zbrisali ven in ko so vprašali Shimano zastopnika, so rekli, da zaenkrat še nimajo 13-redne grupe in to je to. Ampak glede na to, koliko se prihaja, jaz mislim, da bo 13-redna grupa, ali pa bom rekel, upam, da bomo zasledili kaj na Dauphineju, ker nekaj je bilo tudi z verižniki že zdaj na enih dirkah pa Vanderpolu, da je bilo kao viden, tako da ne vem. Ja, Mirsad je zanč skočil v lost, ko smo gledali tale E3 in je rekel, se mu je zazdel, da ima nov menjalnik, ko on je rekel, da tudi prehajajo po komponentah, a ne, doskrat, da dajo sam menjalnik gor, mogoče pa sam eno gonilko, pa sem tako. In sva pol vrtela ful nazaj tist, dala tudi na pauzo, ker se je zelo dobro na enem momentu videl menjalnik, ampak sva pol ugotovila, da najverjetneje, da ni. No. Sicer je bil tako malo zabrisana slika, ampak sva pol prišla. Če bi bil, bi potem že pisalo temu veliko. No. Ampak nekaj se mu je zdelo pač tako nenavadno in je pol malo skočil, tako da on najbolj kumi čaka novo opremo, ker prejmo, ko pride nova oprema, vam pomeni tudi nov kolo. Ja, sej, mislim, za naslednji let, če zdaj že prihaja ven, je skoraj ziher, da bojo, mislim, jaz sem že lani rekel, da bi mogla biti za tur, pa je ni bilo, tako da letos... Ja, se jo čakamo vsi, ne. Mislim, da cel svet kolesarski čaka ta čuveni Shimano, da dajo že ven novo opremo. Sam je pa čuden, neka cene načeloma so šle pa pri določenih trgovcih spletnih, so šle pa ful gor. Ful dol. Gor. Zdaj imaš eni, ki so jo prodajali za 2300, 2400, jo imaš zdaj za 2900. Kaj je, Dura-Ace? Ja. Tako da, kar tako, cene so tam od 2 jurja do 2900. Vmes so bile ful pocen, to vem. Edin bilo je, da gonilk ni bilo 165, a ne. So bile sam, zdaj lahko, da so pa to razprodali, pa so šli spet, so gonilke 165. Da je kaj tazga, ali ne vem. Ne, ko so tudi, no se ni veze. No, skratka, to se pričakuje novega, pa kaj drugega, pa tudi jaz nisem dodatno kaj zasledil. Ta dva produkta. Ej, rekla si, da ste gledali še dirke, kjera vam je pa najbolj zanimivo? Ja, definitivno E3, tako da to smo, najprej smo gledali tisti dan Katalonijo, ki je Remko izvajal te svoje razne telovadbe na kolesu, take in drugačne, ne. Remko, ki je bežal sam, pa z Vingegardom v bistvu, no. Pa kaj je tam napizdeval Vingegarda, spet pa mahu, pa je tak padel. Čakaj, ni bilo to še, ko so bila še kle? Ne. To je bilo, isti dan je bil, ki je bil Saxo. E3, isti dan. Ne. Je to Kaj od je Remko padel, je bilo že prejšnji teden. Mislim, ne, da je bilo četrtek. Ne. Mi smo bili tam, če smo tam gledali. Jaz imam pa feeling, da smo se mi že pogovarjali, kle. Ne. Kle smo gledali. To pa zdaj pogledal. Ja, poglej. No, si kar pogovarjal. Zdaj ne je bil, lahko da znava se predolg regala, zdaj ne je bil isti dan ali ni bil isti dan, samo to ne vem. A je bil petek, E3 je bil v soboto, ne? A je bil E3 v soboto?
je bil Peter, ne, v glavnem, meni je bila definitivno E3 najbolj in tudi tam smo se pol pogovarjali, kaj je bilo s temi ljudmi, kva so mislili, kva se je dogajalo. Jaz itak nimam komentarja na to, kaj so oni počeli oziroma najverjetneje pač tako, kakor je bila pol tudi izjava, ne, da oni so upali oziroma vsi so bili tako pečeni, da nobeden več ni mogel iti naprej, vendar pol je pa glih še ti zadnji skok naredil, da se jim je lahko odpeljal in v bistvu jaz mislim, da se je kar dobro strošil na tej dirki, kar se je tudi že včeraj pokazalo na Fils Flanders, ki je bil kar pečen, je večkrat povedal pol tudi v radijsko zvezo, da nima nokta pravih, tako da bomo videli, kva bo to zdaj pomenilo za Flandrijo, ne. Ja, to je bilo že 5 dni nazaj, kaj je Remko padel. Tako da, ker se spomnim, da so se kle že pogovarjali. Tako da to je bilo po Nismo moje se kle pogovarjali, ker je on padel v križišču, v krožnem. Pred krožnim križiščem. Ja. Ne, ni bilo kle. Je če piše. O moj bog, zakaj smo pa mi pa to tam gledali? Ja, Pa nismo gledali posnetka to nazaj. imaš mogoče, da se nima vezano. Skratka, rukno je, on je rekel, da je bila neka razpoka na cesti, pa so šli pa novinari, pa vsi, ki so šli gledati prav cesto, pa kao, da ni bilo, da se ni nič videli, tako da ne vem, kako je on tam ruknil, ampak ja, je bil kar tak spektakularen padec, da je izgledal kukar, da oči mi je rekel, da kaj je spremljal, da je izgledal tako kukar, da je imel glavo dol, pa je pa videl, da je pred krožnim, je pa kar se ustrašil, pa zabremzal. Pač, ko izgledal je direkt tako, ne. On je sicer rekel pa, da je glih menil roke na spodnji del ali na zgornji del in da mu je pač balanco vzel, ne. No, dobro, samo to je možno, pa tudi tam so pol posneli tisto razpoko, da je res bila razpoka na tleh. Je bil pol en posnetek, da je bila res razpoka, ja. Jaz sem pa bral, da pa ni bilo nič, da so šli pa gledati. Jaz sem tam gledala na velon CC, so imeli eno sliko, kjer je bilo res povečan od blizu in bližji in je bila res ena razpoka. Sliko so dali zdaj. No. Skratka, kle je po moje Vingegaard sam še pokazal, da trenutno vsi se borbajo za 3. mest, če prideta Pogačar pa on ja, to je na itak, dirko. na Kataloniji. Ja, se imaš prav, zdaj sem se spomnila. Gledali smo, kaj je šel Vingegaard na Klanc, pa kaj se je sam odpeljal. Prvič, tako, to smo gledali. Se še zdaj že vse pomešala. No, skratka, peljal se je tako dober, da sem sam gledal. Tudi čuden mi je bilo, da tale Lipovic ni mogel pred tega leta malega Martineza prijeti. Tako da ne vem, kaj Red Bull letos sanja, ampak glede na trenutne rezultate pa tole, kar se tiče teh daljših dirk, sem pričakoval vsaj jaz malo več. No. Ja, glede na to, kakšne kolesarje imajo, bi bilo za pričakovati več. Ne? Zdaj, Lipovic zaenkrat ni pokazal, da je ful neki napredoval od lani, saj zaenkrat ne, no. Da bi bil ful boljši, da bi se lahko kosil mogoče vsaj malo z Vingegaardom pa Pogačarjem lahko. Remko, absolutno, ne vem, zmagal je tiste res na začetku sezone, ko so ga toliko poveličevali, samo to so bile res dirke nižjega ranga. Malorka je praktično, če bi tako gledal, rekreativna dirka, tudi neki lahko jo vozijo z licencami, rekreativci celo in sigurno, da je tam zmagoval, a ne, se je bil edini tak in zdaj a mu je to preveč v glavo stopil, pa mu zdaj kle zmanjkuje, pa hoče neki na silo, ker njemu se vidi, da hoče na silo neki dobiti in ta na silo ga je koštal zdaj dobre uvrstitve na tlele Kataloniji. Vingegaard pa ja, tako kot smo že rekli, no. Najprej vemo, da je Pogačar, kakorkoli, je number one v vsakem primeru, ker Vingegaard ni sposoben, tudi če bi na turu lahko zmagal Pogačarja, ne more Vingegaard ostalih stvari dosegati, kaj jih Pogačar. In potem dolg časa nič, ne, in potem se jih najde ene, to si ti že velikrat povedal in tako tudi je tistih 5-6 še nekih kolesarjev boljših in potem spet dolg nič, ne. Jaz ne vem, jaz upam, da bo Bora malo to razčlenila, malo številke obrnila, mogoče Remko ta dal malo počivati, pa ne počivati v smislu, da nič ne bo vozil, ampak psihološki počitek. Ja, no, nekega mal, pa mogoče se malo z njemu res kakšnega vse verjetno, da ima kakšnega, ne, ker se tudi to njegovo glavo ukvarja, pa trenirati, pa pustiti dirke, pa ga, če bojo hoteli z njemu jeti na tura, ne, če ne se mora pa premisliti, mogoče bi bilo pa vsem bolj smiselno, kar se tudi že malo ugotavlja, pa govori večkrat, da bi bil mogoče bolj primeren Roglič, v smislu
kot pomočnik Lipovicu, a ne, ker bo tudi z možnostjo neke dobre uvrstitve, ker bo sigurno se prej pokoril Lipovicu in bo šel od štarta lahko kot pomočnik že v glavi s tem Kukaremko, ker ne bo šel. A ne. In Ja, meni se je sam pokazalo to, kdo sta prvi pa drug, pa ja, da sej pol to daleč ni pač, benga, tako da. ja, to smo že tako vedeli. Ker No, tukaj se mi zdi pa, da je ful pol od dnevne forme odvisen. Jaz mislim, da vse od Rogliča, Remkota, Lipovica, ne vem, kdorkoli je no, še se tudi pač Leni zraven. Dale Martinez se letos kaže za zelo, že več, ne, se je že bil na parih dirkah vedno sej nekje v samo on je ospredju. redko, da tako enotedensko skozi ima neko težavo v enotedenski. Ne. No, vem, Drugače na ampak klancu je recimo, dober, da bi bil lahko, no, pač kot neka tudi na zraven. klancu kronometer, ne vem, zakaj imam v glavi, da sem zasledil, da niti ni tako slab, čeprav je tako pač mejhan, pa ga ni nadskap. Ampak še vseeno on kasira na kronometer proti Vingegaardu pa Pogačarju kar Ja, kar dost, lepe ne, dober, sekunde. ampak še vedno, se pravim, so to tudi, po moje bomo še brali o njemu. Ne. Pitcock je imel pač nesrečo, ne, Ja. spet neki, tako da on bi verjeten, mogoče bi še čeprav vprašanje, kako bi šel na tele klance, ker to je bilo noro, kar je Vingegaard pol odpeljal in Pa glede na to, da jih je podoben vozil kot Pogačar, bil je spredi in je sam pritisnil in so vsi odpadli. tako. Tako Plus da- tega, da ta razlika je mogoče bila ena od zanimiva, da Vingegaard ni imel nobene ekipe, Pogačar ima pa saj še ekipo zraven. Sicer mogoče za eno tedensko dirko, da je niti ni rabu. Pa je, ker stok močen, mislim. Ja, ker na ta stok način, močen. no, pa ne vem, koliko je imela cela Katalonija, ene 3 etape, ki so bile mogoče, oziroma 2 sta bile pol na koncu, eno so skrajšali, da so bile res, pa ta zadnja, no, ampak ta Monjusa je tako pol je bil na koncu šprinta, ne, včeraj. Tako da to ni bilo veliko priložnosti, ampak tisto, kar je pa imel, se je pa jasno odpeljal. In Pa čakaj, a kolesa so kradali v Belgiji ali v... to je bilo v Španiji? Italiji na neka kopi, bela kopi v Italiji, je bilo to tisto, kar sem ti poslala. Ja. In mislim, jaz sem gledal ta posnetek, tip je skočil na avto in je hotel z avta dol v krst kolo, Ker so bili Vizmi, oni v avtu noter. ko so bili oni v avtu noter in pol mu je spel, valjda on je padel dol po tleh. Ja. In ta drug pa v šipo, ne, noter, da jim bo kar šipo razbil, pa nekaj. V zadnjih je pa avto snemal, ne. Od zadaj so jih pa snemali iz drugega avta, ne. Kaj so Sem te jaz, kva se cigati to dobri, dogaja? Že zdaj je že, ko špelu, ko se bojo zdaj bojo napadali, že kar na cest pišu, ka. Ja. Zdaj, Dej mi kolo pa grem. ja. Tako da lahko si pogledate posnetek, na Instagramu je bil, kjer je bila že stran, ena dosta taka znana, ki objavlja, v glavnem, kako hočejo med dirko iz avtomobila Vizme v krst kolesa iz strehe. Tako da to morate si lahko pogledate. Čakaj, kam sem pa jaz tebi to poslala? Na prv. Mislim, da na Instagramu že. Aha, po to je mojem. ta Velo, Love, Velo. Velo, No, ja. saj, V glavnem so dosti so znani, tako da ni kar ena stran. No. Ne, se vem, oni imajo tudi na YouTubu imajo kanal, ki testirajo pa delajo revije. Tako. Ja. Tako da to je res za pogled ta posnetek. Ej, pri E3, to je bilo meni včeraj, ko sem Zdaj to ti gledal- rajš pokomentiri, kaj jaz bom spet kakšno neumnost Po blekal. moje je Vaut še najboljš povedal, ki je rekel, da je čutil, da Van der Poel ne gre do konca in da ni dajal menjav teh Čak ne, močnih. E3, to govoriš Fields Flanders včeraj. No ja, to. Aha, okej, ja. Sorry. Ki je to komentiral in glih to, kar si ti rekla, to so že za... Čak, E3 je bil pa... E3 je pa uno, ki je Van der Poel sam solo vozil, pa so ga od zadaj lovili. To je bilo četrtek, ne? Ali v petek? Petek ali pa sobota. Ne, pa je bil petek. Petek, No, skratka, in so že takrat komentirali, da je najbrž tako prazen, da ne bo mogel 100% biti pripravljen zdaj v nedelo. In se je zdaj v nedelo videl, da ni dajal 100% menjav, zato ker po moje je vedel, da je z Van Aertom in če v ta skup prišla v šprint, da nima unga panča Ja, in saj se je tako je tudi rekel. probal skozi pač šparat. Je bil komentar. Okay, Je Van der Poel je tega dal nisem to izjavo, da je imel slabe noge. In da... No, sej. In po moje zaradi tega je rekel, da bom malo počival, ne bom dajal 100% menjav, da če prijem v šprint, da pač šprintam, če ne imam pa itak zadnji Philipsena. In na srečo Philipsena je imel kar orang zegan, da ga ni un zaprl, kar načeloma večino kolesarjev bi ga zaprl in ne mogel šprintati, tako da Sanka se je pa izstrelil, je šel pa tako, da Ja, sem pač bila je kar bil prav močnejši vesela od za vseh. njega, čeprav je tako malo vala
gangsterja v pelotonu, ampak mi je bilo všeč. Ja, in Philipson je na koncu dal izjavo, ko so ga novinarji vprašali, rekel, da je Van der Poel že vmes večkrat poudaril, da ima slabe noge in da naj se pripravi. Tako je bilo, no. Ja, tako. Drugače za uno, ki so ga pa skoraj ujela, ne. Kaj pa je to? No, to bi jaz rada bilo tebe slišala, to, ker jaz to mi ni nič jasen. Fora je, da po moje so bili uni vsi gotovi zadnji. No, uni so lovili in ti, ki prideš na 50 metrov in si spredi, si dal pač čist vse, kar si lahko. In pol je hotel dati menjavo, noben pa ni hotel iti naprej. Ja, in so tako uni pa v tistem momentu skočil. Ne, uni je šel sam... Ne, Van der Poel je še enkrat izstrelil. Van der Poel je že spustil, oni so se mu že malo približali, pa so pa oni se med sabo gledali, vse Van der Poel tega ni vedel, bila je malo vse skupaj se poklopili. Meni je zgledal, da pač gre dalje in da je izdal še zadnji patron ven iz sebe. Ampak je zanimivo, koliko kolesarstvo si lahko čist bliz, ne? Pa ne gre zraven. Pa ne moreš priti zraven. In takrat je bilo res prav čuden, da če bi sam en dal še menjavo, pa bi ga ujel. Jaz sem tako mislim, oni so bili, to je bilo že znotraj 1 kilometra do konca. Ne? Je glih na kilometru. In so bili že vsi toliko blizu, da so vedeli, da kdorkoli bo še potegnil zraven, da bo preklopil več sprintati na omogu. In ni noben hotel več preklopiti. Če bi pa oni njega ujeli že 5 kilometrov prej, bi ga pa veliko bilo boljš, ne? Ker potem bi se z njemu vozil. In tudi verjetno, če bi ga ujel, vprašanje, kako bi njemu to sploh še zdržal on pol do konca naprej. Če si imel še, jaz še zmer mislim, da so bili vsi kar bogi. Navaren je bilo še peloton, da je hujame, ne? Ja, ne vem, po moje, če bi bil jaz zadnji, pa bi prav, veš, to si v unmu momentu, ne. Takoj, ko nis takoj dal menjave, je lahko že naredil še dodatnih 15 metrov in je že pizdarija. Tako da, ampak mi je bilo pa ful dobro, ker take derke pa že dolg cajta nisem gledal. Čist najprej, ko je Van der Poel šel, sem nekako, ki je dober, bo zmagal, potem so se mu začeli ful približvati, se kao, to ga bojo ujel, pa sem mislila, da ga bodo že prej ujel, da bo to hitrejš, še celo, se pravim, tudi peloton je pač tukaj, sam jasno, peloton je imel od spredi UAE, se pravi Alpecin, kva sta bila šumna dva? A je bil en iz Decathlona? Ja, mislim, da je bil Decathlon. Glavnem, tisti, ki so bili od spredi 4, oni niso nič delali, ne? Tiste ekipe niso hotele, ampak zanimivo, to je bil res prikaz, kaj se lahko zgodi, če ne delajo vsi tako, kot bi hoteli. Tako da, jaz sem ti poslal en kolomava za ocent. Ja, sem videla nekaj, sam enega mava. Ta teden je sam en prišel. Polmava pa naslednji teden bova pa ocenila za to, kar so do zdaj vse dubla. Bom dal jaz na story po moje ta teden, da boste videli, kdo dobi zdaj nagrade te prve. Tako da to bova naslednji teden objavila, na našem kanalu boste pa že ta teden pol zvedeli. To je luškan kolo. Jo. Všeč mi je ta slika, ki je tako lepo ja, mi v naravi. Da se malo bolj potrudijo tudi za slikce letos. Ja, res je taka lepa v naravi, tudi tako kolo paše v to naravo. V bistvu lepo je postavil, ne? Mislim, da za tebe, ki ti gledaš vse te postavitve, mislim, da ima zelo lepo vse postavljen, nobenih dodatkov, nobenih drobnarij ni gor dodanih. Zdaj spet so te obroči, ki smo že rekli, da so obroči, plašči, ki so že malo pase. Vahkle mogoče sploh ne zgledajo slabo. Vsaj klele na sončku, lepo, ker je tako kaj kolo slikan, prav lepo zgleda. Dal bi se še malo mu dodati, tako kot vedno razne variante, čeprav kle jaz ketne ne bi dejala, ki je dosti drugačne barve, kakor je, zato ker sam je pa res, da je sonce gor svetno, pa vse lepo paše, tako lepo je posvetljen, ne, od sonca. Vse se šajna. Ja, kot da razen tist OSPV, ki ga vedno dajemo gor, čeprav spet ta kolo je tak preprost, enostaven, men sploh ne, še ta OSPV ne bi, razen poudar malo lepši izgledano. Tako da, jaz bi dala za ta kolo oceno 8,5. Okay. Jaz sem v bistvu ful podobnega mnenja, kukar me povsod motijo te plašči, mogoče tukaj se mi zdi, da mi grejo tudi čez mer v redu zraven, čeprav bi jaz dal še vedno črne gor v vsakem primeru. Gospod je komentiral, da zanima naj mnenje, kaj bi midva mogoče še izpopolnila, zboljšala, kukarkoli.
Jaz načeloma kle, pač logično, spet so une podložke pod fajfo, ampak to načeloma je sam položaj, ki pač mu ustreza in je to. Zdaj, karkoli je pri takmu kolesu še sploh za, rečemo, polepšati, so sam pač te mejhni detajli, se pravi, ali so to različni rotori, ali je veriga, ali je OSPV, ali so verižniki neki, ne vem, da so črno-rdeči, pa pol veriga črno-rdeča, pa OSPV črn, ali pa tudi črno-rdeč, pač take stvari pol meni dodajo, jaz sem prav v sliku, pa sem spet pozabil dati na računalnik, enega treka sem videl, pa trek, ki mi sploh ni bike, da mi je všeč, ampak če gledam, kako je bil pa s Pimbama, kako je bil skup dan, no, uno je, rečemo, 10 od 10, ga bom dal v video noter, ali pa 9,5 od 10, rečemo, če ni perfekt ocene. Pač tam tako, mogoče je problem to, ker v moji glavi je že uno, ne vem, smo tako vsi prepričani, ampak takoj, ko vidimo, da so neki te premium deli gor, ne, deluje pač še bolj spimpan, še bolj v nulo sestavljen in kukor sva rekla, da ne bova ocenjevala o temu, koliko je pač kjerkolo, rečemo, drag ali pa koliko je pocen, ne, te avtomatsko tisti, ki so res izgled, spimpani, da nek dodaten plus faktor. Tako da tukaj so pač te kosi, drugače pa ni, da bi rekel, da je karkoli narobe s samim kolesom, od položaja, vse je top, lepo je, da ni nobenih teh dodatkov gor, kolo najlepš zgleda, tako da ja, kar se od mene tiče, ne vem, jaz bom dal 8, ampak mi pa bike v živo, tudi ta barva je full lep pač. To je res tako, kolo, ki lahko iz tega sam še gradiš, pa se mi zdi, da je tak evergreen, da tudi čez 10 let, ki ga boš pogledal, pa ti bo še vedno lep. Tako da ja, ni kaj, da bi rekel pač te mejhni detajli, ki pol naredijo, da prideš iz 8 ali pa iz, ne vem, meni je že 7, je že full lep bike, za serijsko opremo, pol greš pa vsi ti dodatki ti pa pač dodajajo pol še dodatno pol točke, točko, kukorkola. Tako da meni je pač full lep bike in vse, kar se už dodatno ločeno odgrejevati, ja, te bo kar koštal najbrž ene par evrov. Tako da... ja, kle so zdaj res sam še detajli, ki so pač mogoče malo tudi dražji. Ja, tako da evo, to je to. Jaz sem pozabil slikco svojo najdeti. Zakaj pa? Bom jo probal, zdaj lahko, čakaj, da vidim, če jaz lahko najdem kar direkt pri meni na Facebooku. Le, jaz sem imam eno tako. Pa, ajde, lahko to uporabim. Fotozoviv. Prav vse se vidi iz tvoj švic, tvoji nipelni. Pač, kosmate noge imaš. Vse to. Kle, to je pač prav uno, katastrofa. Katastrofa, ja, katastrofa. Jaz lahko povem, se sem že rekla, da jaz pri izgledu, če bo moški poslal sliko, pa bo imel kosmate noge, ni šans nikoli, da dobi dobro oceno. Pa me bojo zdaj spet popluvali, koliko sem grozna, pa nič hudega. Pač meni to tako... ne zgleda na kolesu in na specialki, sam ne zgleda. Pustimo vse, če padaš, ne padaš, to je pri profesionalcih, pa masaže, pa take stvari, ne, zakaj se oni so obriti, ampak meni pač lepši zgleda. Tako da klele, če pravim, drugače ima Anže usklajeno čelado z tudi s čevlji na tej sliki, kar je meni všeč. Tako da jaz bom takele, ko bom tole videla, bom dala oceno 6. Se sem nekaj, da nam dala več. 5 sem zelo rekla, pa hajde, tebi dam 6, ko imaš lep dres. Jaz pa sploh nimam. To si ti. No, dobro, bova to ocenjevala. V redu. Jaz sem te že ocenila. Koliko si mi ti dala? 6. Ajde, daj mi telefon, da se še jaz ocenim. Prvo, ta oseba ima malo preveč šlavkov, pa se smeji, kada je malo retardiran, kosmate noge. Štumfi so preniski, to ne vem, kako se lahko sploh s tem voz. Tako da jaz tukaj bi dal čiščarne štumfe gor, brez tega belga. Ampak vse ostalo gre pa rečemo, da kar v redu zraven. Se pravi, ajde, kle vidim še neka švic majica, ki je dogor zavihana, če bilo brez tega, bilo še malo boljš.
Se pravi, višji štumfi, brez švic majice. Ja, to je to. Drugač pa ja, ni bed. Je kar v redu oblečen tale gospodič. Ne vem, jaz bi dal mogoče zdaj, če gledava te nove trende, ki je malo več barvit vse skupaj, da bi mu dal, ne vem, 6,5, 7, kle nekje. Tako da, evo, to je iz moje strani. No, jaz ti brez pokazala, kakšna sem. Sej, jaz sem se slikala včeraj. No, da ocenim. Tako da, čakaj, da se vsaj nasmehnem. Vsaj nasmeh. Ubi bože. To pa je ena preklasta ženska. Spet tukaj so gor rokavčki, je pa vse v bistvu spet usklajen. Tako da tukaj mogoče te Fashion Police zdajšen bi vse dal kljukco, ni pa tizga X-faktorja, ki rečeš, wow, to je pa pač nor komplet, mogoče ne vem, kakšne druge hlače, barve, ne. Tako da to je to, ampak če pa gledam usklajeno, se pravi bela čelada, bela očala, beli štumfi, beli čevlji, to je pač to, kar gre skupaj. Če kdo imel kontra, ja, bo takoj pač minus. In ja, to je to, tako da iz moje strani bi ti dal, rečemo, da bi ti dal kar eno 8, no. Wow! Se lahko še ti oceniš. Ja. Ja, ta je res ena suha pregla. Ampak ja, točno tako, meni je tudi to všečno, čelada, čevlji, da so usklajeni, da je iste barve. Čeprav ni musa, ne, lahko imaš tudi črne čevlje. Kdaj gre dobro skupaj tudi? Ja, no, lahko skombiniraš, bolj je bistvo, da se res čelada pa očala ujamajo skupaj, pa čevlji pa nogavice, da se ujamajo skupaj. To je veliko bolj pomemben. Ja, tukaj so še dolgi rokavi gor, ki je bilo mečkam bolj hladno, drugače lepše je, če je slika v kratkih rokavih. Se pa strinjam, da zdaj so res te kot za outfit, te kompleti, hlače so moderne, da so barvne, mogoče ni mus, ampak ja, se da zelo veliko lepši narediti s temi hlačami. Marsikaj se jaz imam tudi že nove. Se po moje to, ko je drugač, pa nam je pol poizgledal tako kao, wow, to je pa lepo, ampak jaz, ko se pogledam, ne vem, se mogoče bom zdaj nabavil si kakšne barvne, ampak kar tako, ne vem, meni so še vedno, če gledam zase, so mi črne še vedno. Sigurno je to klasika, ne, črne hlače, meni tudi recimo ful lepo vedno zgleda vse belo, bela majica, pa črne hlače. Pa bela čelada, bele očala, beli štumfi, bela vse. To je meni ono res klasika, lepa. No, daj si se že ocenila, no. Ja, jaz dam to oceno, pač če ne bi bilo teh rokavov, ne bi bilo itak 10, ne, ampak tako dam pa 9,5. Vidite, tako se ženske ocenjujejo. Mi damo dejansko res kritiko, ona pa, to sem jaz, to je 10. Pač ja, ne more biti drugače. Ja, v bistvu hodila so povedati, kako bi ocenjevala, no pa kaj je tiska pogledava, pa da nič tazga groznega ni. Jaz sem recimo zdaj na pripravah videla velikih, zelo lepo oblečenih, zelo lepe kombinacije in moške in ženske, preproste, prav zdaj jasno teh odklopov, živih, divjih barv ni bilo, ampak tudi s takim, s kakšnim dresom, čisto odklop, lahko ful hudo narediš. Tako da ja, moram reči, da jih je bilo kar neki, moram reči, da so bili kolesarji večinoma kar lepo oblečeni, sploh ko smo enkrat imeli kratke hlače 2 dni, pa drese gor, se je to veliko lepše izgledalo, kot da prvi dan smo bili v teh zimskih cujinah, smo izgledali vsi kaj eni marsovci, ne, tako da tam težko narediš, da je lepo. Tako da te slikce lahko dava za primer, kaj bi midva pač rada videla. Lahko je s kolesom, lahko je brez kolesa in to je to. Pa še nagrade so dobre, tako da. Tako da nagrade so odlične. Pošljite. Zdaj se bojo, jutri se začnejo, oziroma danes, ko vi gledate, se začne velorunde, torek, četrtek, standard, tako kot so bile prejšnji let, prvi mesec bomo imeli 4:30, ne? Ali pa vsaj zdaj le 14 dni, no. Bolj se gre zaradi vremena, da je res hladno, ko je ura enkrat čim gre sonce dol, 6:30, no zdaj le malo daljši dan, ampak
sva glih včeraj gledala, da je res hladno in da vsaj za ta teden pa drug teden definitivno štartamo ob 4:30, torek, četrtek, trase ostajajo enake kot lani. Bi bilo fajn, da bi se potrudili nekam te res GPX-e dati gor. Zdaj jaz lahko bom naredila na Stravi te evente, tako kot so bili lani, pa bojo gor GPX-i, bližnjice, da se jih lahko dol zloada, kdor hoče. Tako da to je to. V sobotah ostajajo izleti. Ja, to soboto bo že ful lepo, ker zdaj je torek, četrtek je malo bogo vreme, v soboto je pa že Kar sonce, lepši. pa skoraj 20 stopinj. No, tako da pol računite, v soboto štartamo en lep izlet. Bomo kar naredili kakšne kilometrčke. Zdaj pa že cajt, da lahko kakšen kilometrček naredimo, a ne? Jo, kakšen kilometer, če bomo pa že naredili. Jo, ne? ja, bi pa Madonna. tudi ti že lahko kakšno 100-kico odpeljal. Ja, lahko bi, ne. Če bo šel kdo v krajšo skupino. Ja, če se bo bom vreme lep, res lahko bi to naredili potem. Ja. Tako. bomo. Ok, imaš še kaj? Po moje, da je to. Ja. Čak, ja. Jaz bi mogoče sam še pohvalil, res je, da že dolg časa nisem gledal RTV Slovenija. Je bila včeraj celo, oziroma zdaj, ko vi gledate predvčerajšnjem reportaža z ene dirke za slovenski pokal, oziroma ko so naši vozili. Zdaj ne vem, je bilo, možno, da je bilo še celo na Hrvaškem, se nisem zasledil, ampak mi je bilo fajn videti, da je na TV-ju dirka, kjer ne nastopajo sam najvišji, ampak ko so bili tudi, se pravi, iz Gustota, Faktor, ne vem, če so bili še kjeri drugi. Na koncu je bil, mislim, da Fingšt je bil najboljši, ko bo z Vini Fantini, pa smo jih imeli pa 1-2, mislim, da sta bila še v 10. Tako da, ampak je bilo na RTV Slovenija, na A športu. kot dokumentarca? Ne, kot reportaž, pač v športu, v odseku v športu, ker se mi zdi, da tega nisem videl, Ja, pa- saj jaz se še ne spomnim, kdaj sem A to si nazadnje zdaj videl. gledal? Ja, včeraj. Se pravi, v nedeljo zvečer. Ker včeraj je bila Novo mesto, GP. No. Sam ni Fingš zmagal. Ne, Bil pa četrti najboljši. bil. Ja, po mojem je to to. No, in Ja. mi je bilo čudno, da je Ko so bili tudi iz Bahrajna, pa... Aha, no, mi je bilo čudno, da je sploh bilo, ker ponavadi. Ja, ta Ni dirka včeraj, to je bilo GP Novo mesto, je bilo ful komentirana, ful objavljena. Jaz tudi nisem prej zasledila toliko, ne vem, kako to bilo. Pa sem pa videla, da so tam posnetke, da so bili kar ekipe z raznih močnih klubov. Tako da je bilo tudi zanimivo. Ja. Se je bil pa pred ciljem tudi en grd padec, sem gledala posnetek tik pred koncem. Jih je v bistvu ubežna skupina, kjer jih je bilo 5-6, so čisto vsi padali. Tako da se je na koncu potem iz glavnine je bil šprint. Tako da je bilo tudi to zanimivo za videti, ta posnetek. Tako da ja, to je pa res lepo, ja, da tudi pri nas kaj. A ja, pa veš, da bo Paris-Roubaix bo prenosna na Slovenija 2. Prvič. Ja, super. Tako da- Itak bom gledal na Eurošportu. No, se vem, sam povem. Pač kot zanimivost, mogoče tistim, ki bi pa gledali na Sloveniji 2. Da tudi jih pohvalimo, ne? Pa evropsko, oziroma ne, svetovno je potrjeno, ne? Svetovno, vse svetovno je bil že potrjen. Ja, ne, najprej sem jaz mislil, da bojo štartali, pa da bo finiš tudi v Ljubljani, ne? A je evropsko je to. Evropsko, ja. No, A ja, ne, zdaj je jaz sem pa že vedela, 14 dni nazaj. Saj sem ti povedala, ti nisem pravila. No, skratka, štart je v Ljubljani, finiš je cilj pa v Šenčurju. Ja, pa v bistvu krogi niso tako, kot je bilo nekaj govorjenja, Šenturška gora, pa to ampak je Možanca, to je veliko krajši klanc, veliko lažji klanc, enostaven klanc iz Kranja. Mislim, da je Šmarjetna gora, potem, ne, ni Šmarjetna gora, druga gora je potem naprej. No. Bah Možanca, na Možanco se reče, včasih je bil tam Makedam, letos bojo ekstra za Evropsko prvenstvo to asfalt naredili, to starejši kolesarji mogoče poznajo. Tako da ja, v Šenčurju bo cilj, to je pač bila odločitev, mislim, da na podlagi kolesarske zveze in pa je to pač ta komisar, so nekako dali tak predlog in je bilo pa tudi sprejeti strani UCI-ja. Štart pa v Ljubljani, štartal bo pa samo elit v Ljubljani, vse ostalo se bo pa dogajalo v Šenčurju. Zdaj, mogoče je to tudi zanimiv, je pa čuden, da kle vodstvo Ljubljane ni več iztržil iz tega, tako da... Ja. Ker ponovadi se dogaja vse potem v cilju, a ne v štartu. A ne. Tako da. Ne vem, kam bo, če je evropsko, pa glede na to, koliko bo folka, ne vem, kam jih bojo v Šenčurju vse dal.
ko v Ljubljani se le tudi porazgubijo, ne, vsi, ki bi prišli gledati, tam v Šenčurju. Ja, sicer Šenčur ima tam pred dvorani zelo ogromen prostor, tako da se tudi mislim, da dano. Kar veliko ljudi spreječi Šenčur. Iz gostinskega vidika, ne? A veš, tam... Z tega vidika pa nimam pojma, kako so si to zamislili, da bodo vse to predelali, vse te ljudi, ker to bo, glede na to, da je to Pogačar, da je Evropsko prvenstvo, da smo v Sloveniji, če že drugega ne, bo že Slovencov toliko tja prišlo. Ne vem, bojo že mogli. Bodo že mogli z logistiko, očitno so imeli predlog dober, da znajo to speljati tudi logistično. Ne vem, mogoče bodo pa toliko jurčkov s hrano postavili, da bo za vsega dovolj. Ja, znači, to bomo bolj to, ne? Ja. No, sončki se vidimo v torek na prvi rundi, v 4:30, četrtek 4:30, pa pol v soboto, pa vse verjetnosti v 11. Ne? Ja. Če bi ful kazali, da bo to bilo, da bi že v 10 štarta. Okay. No, skratka, sledite Instagram Velobar, da boste imeli vas info ali pa našmu, ko bomo pol rešerali in je to. Tako. Pejte na proofcycling.com pa si nekaj lepega kupite, podpirate, tako da jaz pa Petra lahko še vedno klede naprej nakladava. Jaz sem si že kupila modre hlače. Dač, uživite. Čau. Čau.